Slovenci smo tako nori na avte, da jih obravnavamo kar kot žive. In zato rečemo, da z leti odrastejo, čeprav v resnici novi modeli postanejo mlajši, a ne? Prenovljeni C4 Cactus ima zdaj lepše zglejene gubice, torej se je pomladil, je pa res, da je zdaj malo bolj resen. Še vedno je poseben, mogoče malenkost manj, ampak je zdaj bistveno bolj podoben ostalim članom družine. Zato me obraz spominja na manjši C4, zadek pa s temi lučmi na C4 Space Tourer. In velike plastične air bumps so zamenjali manjši, ki so tam na spodnji strani vrat. Znotraj ni večjih sprememb, le da so zdaj sedeži z več polnila še bolj udobni in bolj odporni na naše riti, z večino funkcij pa se še vedno upravlja preko tega zaslona na dotik, ki je sicer za odtenek hitrejši, ampak moraš ob zagonu motorja še vedno čakati, preden lahko spremeniš jakost pihanja. Je pa zdaj tudi bistveno bolj povezljiv in Android Auto super deluje, če si ga le uspete naložiti na svoj telefon. Le tale zaslonček pred voznikom bi lahko imel malo več informacij, vsaj še merilnih vrtljajev. C4 Cactus ostaja enako prostoren tudi za zadnja potnika, dovolj je predalov za drobnarije in zadnja naslona se po novem prevrneta po sistemu 60-40. Sem potiho upal, da se bosta po prenovi tudi zadnji stekli odpirali navzdol, pa se še vedno navzven. In tole stekleno streho kupite samo v primeru, če parkirate nekje v senci, ker se notranjost zelo hitro ogreje. Posebnost osveženega kaktusa je novo udobno vzmetenje s sistemom progresivnega hidravličnega blaženja, ki se približuje udobju starih Citroenov. Dodatna hidravlična omejevalnika pomagata ublažiti nepravilnosti na cestišču, tresljaji pa se enakomerno porazdelijo, zato je kaktus zdaj res udoben in bolj tiho se zapelje čez luknje. Še vedno pa je med ovinki veliko nagibanja, zato bo najboljši na ravnih cestah. In še motor je nov. Zdaj 1,2 litrski turbobencinski trivaljnik lahko proizvede tudi 96 kW moči, torej 130 konjev. Poznamo ga že iz drugih Peugeotov in Citroenov in moram priznati, da je zelo dober, ker ima dovolj moči že pri nizkih vrtljajih. Med priganjanjem ima sicer značilen zvok trivaljnika, ampak med umirjeno vožnjo to izgine. Tudi menjalnik je natančen, s kratkimi hodi, poraba na testu pa slabih 7 litrov. Po prenovi je C4 Cactus dobil še cel kup asistenčnih sistemov in opozorilnikov, celo sam zavira v sili, takšen bogato založen pa stane 20 500 € brez popusta. Če vam je oblika všeč in iščete predvsem udobno vožnjo, potem bo pravi za vas.